svojim duhom. Iz svetega Evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas. Ostanite v moji ljubezni. Ako boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni. Kakor sem jaz izpolnil zapovedi svojega očeta in ostal v njegovi ljubezni. To sem vam rekel, da bo moje veselje v vas in da se vaše veselje dopolni. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Ko smo danes na romanju tu v tej dragoceni cerkvi Marijinega vnebovzetja, mi prihaja ena misel skozi Božjo besedo, pa tudi prav do slike Marijinega vnebovzetja, ki je tu v središču cerkve. V Božji besedi je bil govor, kako je Peter govoril apostolom in starešinam, potem pa je povzel besedo Jakob. Jakob je bil najstarejši od apostolov. In običajno je tako, nekaj nekdo starejši, tisti ima besedo. Lahko rekli, mlajši mora Boga, tako posluša. Zdaj, če je to vse v redu, ne, takole. Ampak tudi tukaj je bilo to, ne, beseda Jakoba je imela težo. Čeprav je bil izbran Peter za vodstvo apostolskega zbora, med ljudmi je bila Jakobova beseda nekaj, kar da težo. In je rekel, potrdil je Petrove besede. In naprej pa vemo, da verjetno zaradi starosti in vloge, ki se je pokazala apostola Jakoba, so starešine, takratni voditelji, najprej umorili Jakoba. Jezus je bil umorjen, je vstal. O vstajenju so apostoli govorili. In najbolj problematičen je bil Jakob, ker on bo povzel, on je najstarejši, on bo voditelj. In po preganjanju, ta prvi da življenje za Kristusa prva. Zadnji umre sveti Janez. Sveti Janez, Jakob ta prvi, pa sta brata. Potem so ostali, sveti Janez ne umre kot mučenec, tudi nekako damo to razlago, zaradi zvestobe Kristusu do konca, do križanja, do pogreba, ki je prvi pri grobu od apostolov, Peter je še napoj pretekel. Ampak to so telesne kondicije, to niso druge reči, ne bi to mislili. Janez je ta zadnji. In letos sem začel razmišljati, prej mi ta misel še ni prišla. Pod križem reče Marija, sin, glej tvoja mama. Janez je dobro vedel, kaj to pomeni. Vedel je, da je Marija mama od Jezusa Kristusa, ne od njega. Ampak s temi besedami je postal Janez po pravu dolžan skrbeti za Marijo, ker je po pravu postala njegova mati. Ni krvna mama, ampak po pravu. In je skrbel za Marijo, zato ker Jezus kot njen sin ni mogel opravljati te dolžnosti otroka. In po Jezusovem vstajenju in po vnebohodu, takrat se je šele Janez zavedal, jaz moram poskrbeti za Marijo. In verjetno je šel v neko službo, zato da se je preživil samega sebe in tudi Marijo kot Božjo mati. In Janez se umakne iz družbenega življenja za pravijo več kot 10 let. Nikjer ga ni.
času apostol Jakov je bil umorjen, drugi preganjani, Janeza ni. Iz dveh razlogov. En razlog je to, da skrbi za Marijo Božjo mati. Drug razlog je pa čisto človeški. Če je bil Janez takrat star 17 let, kdo ga bo pa poslušal? Nekdo, ko bo imel 30, bo rekel mladenič, kar malo pojdi po svoje. In to je Janez verjetno vedel in je bil v tistem času neprimeren čas, da bi povzel besedo. Jakov, ja, smo ga danes slišali. Janez pa ne. Skrb za Marijo pa njegova dolžnost. In ko imamo tukaj Marino nebovzetje, letos sem pomislil, če je kdo videl ta dogodek v nebovzetja, je bil pa Janez. Zato, ker je bil z Marijo do smrti, ker je za njim skrbel. Zdaj, kdaj je Marija umrla, bom kar to besedo rekel, ker dejansko je bila smrt za to življenje. Morda je bil Janez takrat, če damo še 10 let zraven, že blizu 30 let v starosti, ko je bil navzoč tudi pri Marinem nebovzetju. In je videl, kako Božja mati s telesom odhaja z tega sveta. Priča nebovzetja. Ni nikjer to zapisano, nimamo neke stvari, ki bi jo lahko vzeli za popolno, ampak to imam jaz tako sklepanje. Razen, če je Bog hotel, da je konec življenja bilo popolnoma v skrivnosti. Pa jaz imam skoraj bolj to misel, da apostol Janez v vsej zvestobi do Kristusa imel tudi zvestobo do Božje matere Marije do konca zemeljskega življenja. In ko Marija je vzeta v nebesa, od takrat je Janez prost, brez obveze in lahko začne z svojim delovanjem kot apostol med ljudmi. Pri 30 letih pa je že bila takrat taka starost, da je lahko nekdo povedal nekaj iz sebe, iz svojega. Lepo se je pa zdi pri nebovzetju, pri tej upodobitvi, Marija, ki je že dvignjena iz zemlje, Jezus Kristus in Bog stvarnik daje ta korono. Ker je bilo malo neobičajno, da bi po nebovzetju bil čas, bom človeško rekel, čakanja. Ne, ko je bila Marija sprejeta v nebesa, je bila kronana, ker je kraljica nebes in zemlje. Mi imamo pri rožnem vencu vsako desetko posebej, ker jasno tako sledi, ampak z nebovzetjem nastopi kronanje, kraljica nebes in zemlje. In je ta lepa upodobitev prav na tej sliki v Koprski stolnici. Ne bo Marija, naša priprošnica, Marija nebovzeta, bi Marija kraljica, da bi lahko tudi mi, tam, kjer smo, prinašali to znanilo, tako kot apostoli, da bi ga ohranjali pristnega, pravega, ker je prav to zgled tudi apostol Janez, to lahko v koncu omeni. Apostol Janez, ki je začel svojim delovanjem kot apostol med ljudmi, ga je zelo bolelo, da so ljudje začeli od Boga odmikati priznavanje Božje narave Jezusa, da je pravi Bog. Da je pravi človek s to bilo težav, ker mnogi starejši so še poznali, ker so se srečevali z njim. Jaz to obdobje 10-20 let po vstajenju ni to dolgo. Ampak, da je pravi Bog, to so začeli podmikati. In to je Janez zabolelo in je občutil tako težo, da je sklenil sam pri sebi. Zapisati moram Jezusovo delovanje v tem področju, da jasno pokažem, dokažem, potrdim, Jezus je pravi Bog. In tako
zato je nastal potem tudi evangelij, ki danes imenujemo evangelij po Janezu. 4. zapis, ki je precej kasneje od prvih 3, Marko, Matej pa Luka. In v veliki razliki, ker vse, kar Janez zapiše z namenom, da se poudari Božjo naravo. Človeško naravo ni ravno poudarja. Prvi 3 evangelisti govorijo običajno, bomo temu rekli. 4. evangelist pa samo Božjo naravo. Rojstvo. Ko je Bog poslal svojo človečeno besedo na svet, to je že Janez Krstnik. Rojstvo, življenje, to je človeška stvar, to vsak ve. Vi, ki ste starši, že veste, kako to gre, ta stvar. Ni treba to pisati. Pisati je treba pa tisto, kar se izgublja. In to so taki čudeži v tem evangeliju, ki niso možni delovanju človeka pripisati, ampak delovanju Boga. In izstopljuje od prvega do zadnjega, zadnje je pobuditev Lazarja, 3 dni po smrti, ko je živel. Da se res podari, Jezus je pravi Bog. Sedaj pa v skupni prošnji